No, takole. Evo, pa veliko tekstov sem brala od Tanje Petrovič, pa je uporabljala, zdaj jo pa prvič vidim. No. Saj resnično, midve se nikoli nisva srečali. Nažalost se nikoli. zdaj srečava Ja. prek Zooma, ampak bo tudi priložnost za kako kavo. Ja, res. Pa tudi za kakšno srečanje v živo. Tudi. Jaz upam, da bo to kmalu spet možno. Moram reči, da res že zelo pogrešam srečanja v živo, ker pač spletna srečanja seveda ne morejo fizičnih stikov nadomestiti, čeravno ne, pač za to eno leto, ki smo ga zdaj morali nekako prebroditi, pa sem si vedno mislila, da seveda virtualna resničnost nikoli ne more nadomestiti fizične resničnosti, materialne resničnosti, ampak bolje virtualna resničnost kot sploh nobena resničnost. No, in s temi besedami bi mogoče kar začela to našo okroglo mizo. Lepo pozdravljeni, vsi, ki vas zanima spolno občutljiva raba jezika. Poslušalstvu, torej občinstvu bi povedala tudi, da se današnja okrogla miza snema, in sicer za arhivske potrebe Filozofske fakultete, tako da z nadaljnjo participacijo pri tej okrogli mizi seveda izražate tudi vaše soglasje s tem, da se dogodek snema. Dogodek je organiziran v sklopu dnevov spolov, ki so organizirani na Filozofski fakulteti. In danes se bomo pač ukvarjali z enim pomembnim vidikom te problematike, in sicer s spolno občutljivo rabo jezika, torej slovenščine. No, razmeroma velik del slovenskega izobraženstva, med drugim tudi delavk in delavcev, ki so zaposleni, ki smo zaposleni na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, smo že dolga leta opozarjali na neustreznost in diskriminatorno naravo te uradno veljavne norme, po kateri naj bi bila moška slovnična oblika generična in vključujoča tako za ženski, kot tudi za moški biološki spol. Seveda v tej znameniti opombi, ki se je zadnje leta uveljavila kot nekakšen alibi v izogib tej problematiki, in kjer se pač vedno napiše, da je sicer uporabljena moška oblika, ampak velja tudi za žensko. Torej v tej znameniti opombi pod črto vse drugačne spolne identitete ljudi tako ali tako niso bile niti omenjene. No, kar mene pri tej problematiki najbolj tangira je dejstvo, da je jezik pravzaprav tudi osrednji, med drugim tudi osrednji medij, osrednji inštrument posredovanja vrednot. Torej, ko se otroci učijo jezika, se hkrati učijo družbene resničnosti in tudi narave odnosov znotraj te družbene resničnosti. Skozi jezik se umeščajo v svet in skozenj vrednotijo sebe in druge. Zato je dopuščanje rabe, ki deklarira moški spol kot generičen, zame vsaj, pa mislim, da tu nisem edina, že v osnovi zelo problematično. Pri tem ni pomembno zgolj dejstvo, da jezik odraža in zrcali našo resničnost. Enako, če ne še bolj pomembno, pa je tudi to, da jezik to resničnost hkrati tudi soustvarja. Kar pomeni, da se resničnost vselej znova rojeva vsakim novim človekom, s vsakim novim bitjem, ki se tega jezika nauči. Torej, jezik je organizem, ki obstaja, živi in se razvija kot neločljiv del naše skupne človeškosti, bi rekla. No, toliko bolj je to pomembno v raziskovanju in v objavi raziskovalnih rezultatov, ki krojijo prihodnost naše družbe kot celote. To velja tudi in mogoče še posebej za znanstvene raziskave v družboslovju in humanistiki.
Kajti te raziskave so osrednjega pomena za razvoj medčloveškega in medkulturnega razumevanja, se gradijo temelje nekako javno angažiranega življenja, delovanja, našega političnega, našega medosebnega delovanja in nam nudijo tudi sposobnost oziroma negujejo, razvijajo v nas sposobnost kritičnega mišljenja, pa tudi sposobnost znanja, ki je potrebno za takšno ustvarjalno delovanje znotraj našega sveta, ki se eksplozivno in nenehno spreminja. No, svoj prvi visokošolski učbenik z naslovom Metodologija medkulturnih raziskav sem zato že pred četrt stoletja tudi jaz za nalašč napisala izključno z uporabo ženskih slovničnih oblik in vseh pripadajočih seveda morfoloških sprememb znotraj jezika, razen seveda v primerih, ko sem pisala o konkretnih posameznikih moškega spola. Učbenik je sodil na področje medkulturnih raziskav znotraj sinologije in slovenistični lektor, ki mi je takrat pomagal in je opravil strokovni pregled knjige, je bil takrat precej šokiran zaradi te provokacije, ker je bilo to takrat še res nekoliko, mislim, ni bilo ravno običajno, ampak sicer mi ga ni uspelo prepričati o velikem pomenu take subverzivne rabe, ampak naposled je pa vseeno popustil in se je vdal argumentu, da je besedilo kljub domala izključni uporabi ženske slovnične oblike lahko slovnično popolnoma pravilno. No, odtlej se je po mojem mnenju in po mojih izkušnjah marsikaj spremenilo na bolje, na srečo, vsaj moje izkušnje so takšne, da večini lektorjev in lektoric, s katerimi sodelujem, ni potrebno razlagati pomena temeljnih problemov na področju spolno občutljive rabe jezika. Naše debate se na tem področju v glavnem vrtijo okrog veliko bolj konkretnih vprašanj o tem, na kakšen način in s kakšnimi metodami poskrbeti za to, da ti nemoški spoli ne bodo izključeni iz znanstvenega diskurza, člankov in knjig. Tukaj ostaja še marsikatero vprašanje odprto in marsikateri problem je še nerešen. In zato menim, da je toliko bolj dragoceno dejstvo, da bodo svoje izkušnje na tem področju v tej spletni okrogli mizi podelile tudi raziskovalke in raziskovalec iz različnih disciplin, pri čemer sta dve od vabljenih oseb poleg svojega raziskovalnega dela, torej se ukvarjata tudi z lektoriranjem slovenskih besedil in tudi znanstvenih in strokovnih besedil, torej govorci in govorke. Te okrogle mize so redna profesorica doktorica Darja Zaviršek iz Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, potem docentka doktorica Nina Petek z Filozofske fakultete, redna profesorica, doktorica in znanstvena svetnica Tanja Petrovič iz Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU ter docent dr. Damjan Popič, ki je prav tako iz Filozofske fakultete. No, in začeli bomo s prispevkom Darje Zaviršek, redne profesorice in predstojnice katedre za področje socialnega vključevanja in pravičnosti na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Profesorice Zaviršek pravzaprav tukaj, verjamem, ni treba posebej predstavljati, saj je že dolga leta ena najvidnejših slovenskih intelektualk in je v naši javnosti pogosto zapustila neizbrisen pečat s svojimi nenehnimi in zelo pomembnimi intervencijami na področju nasilja nad ženskami in v družini, položaja ljudi s posebnimi potrebami, problematike hendikepa, duševnega zdravja, spolnih zlorab
otrok in otroškega zagovorništva in njeni mnogoteri raziskovalni interesi pa zaobjemajo tudi socialno starševstvo, posvojitve, interkulturno in antirasistično socialno delo in feministično teorijo. Profesorica Zaviršek prav gotovo sodi tudi k najzgodnejšim zagovornicam spolno občutljive rabe slovenskega jezika, saj je na tem področju aktivna in angažirana že dolgo vrsto let. Prisluhnimo torej vsaj nekaterim drobtinicam iz njenega bogatega repertoarja izkušenj na tem področju. Darja, prosim, beseda je tvoja. Najlepša hvala, Jana, za te res prijazne besede. Hvala za povabilo in lepo pozdravljeni, dobro jutro vsem, ki ste danes udeleženi na tej okrogli mizi. Torej, kot je rekla že Jana, jezik ni nevtralna stvar, z njim delamo dejanja, ima performativno vlogo. Ko rečemo, otvarjamo okroglo mizo, se vsi priključimo recimo in izključimo mikrofon in podobno. Z jezikom izražamo tudi našo vrednotno naravnanost. Naprimer, politik ali pa profesor ali pa namenoma uporabljam moško obliko, ki striktno uporablja žensko in moško slovnično obliko, s tem reče nekaj veliko več kot samo drage državljanke in državljani ali pa drage profesorice in profesori. In tisti, ki to danes ne počne, reče tudi veliko več kot zgolj dragi državljani ali pa dragi študentje. Ta vrednotna naravnanost je danes že precej v ušesih nekaterih od nas že zelo izostrena. Velik problem smo v Sloveniji imeli z jezikoslovci. Ko sem malo listala nazaj, sem našla prave cvetke, bi rekla, upora proti temu, da bi se, kot si rekla Jana, tako imenovani generični moški slovnični spol, ta nevtralni, ta, bi rekla, nezaznamovani spol, kot pravijo jezikoslovci, zaznamoval s tem, da bi nenadoma dobil, bi rekla, svoj ekvivalent, skratka, da bi moški in ženski slovnični spol postala povsem enakovredna. Skratka, moškost koncept na ravni jezika, seveda ne samo na ravni jezika, temveč seveda tudi na ravni raziskovanja, je bil dojet kot norma in o tem še nekoliko kasneje. Ženska spolna slovnična oblika je bila izjema, razlika, celo odklon od norme. Ta odklon od norme si lahko predstavljate tako, da smo v 90-ih letih, ko je na primer izšla prva knjižica o uporabi z naslovom Neseksistična raba jezika, mislim, da leta 1995, je Igor Žagar in Mirjam Milharčič Hladnik sta analizirala nekatere primere. Vsi smo se tako posmehovali, ali pa tisti, ki smo vedeli, kako je to pomembno, smo bolj, bi rekla, uživali ob posmehovanju tistih, ki so se zgražali nad uporabo, torej nad tem, da se je zdela ženska slovnična oblika kot odklon od norme, ko so recimo prišli primeri kot ribič, ribička, se to je nemogoče, ali pa tudi dekan, dekanjica, dekanka, župan, županka, vse to v našem ušesu absolutno ne zveni pravilno, zveni zares kot odklon. Torej, to so bile prve diskusije na tem področju. In nekoč je seveda veljalo tudi, da samo feministično občutljive jezikoslovke in druge strokovnjakinje in strokovnjaki sorodnih področij vidijo pomen uporabe obeh spolov v jeziku, torej da vidijo to kot izraz patriarhalnih razmerij, neenakosti med spoloma, kar pa upam, da ni več tako. Ko sem listala
po spletnih straneh univerze na Dunaju, sem videla, kako govorimo danes v zvezi s tem že o družbeni normi. Naprimer, med drugim na spletni strani univerze na Dunaju pravi, torej vse, jezik mora biti nediskriminatoren, mora biti spolno vključujoč, ampak rečejo pa tudi general statements like women are included in masculine forms are not acceptable. Torej, to je nekaj, to, da so ženske, bi rekla, subsumirane pod moško obliko, je pri nas popolnoma sprejemljivo, lahko bi rekla večinsko. Torej, čeprav imamo jezikovne norme, ki naj ustvarjajo enakost v jeziku, se raba jezika zelo, zelo počasi spreminja. Lahko bi rekla, da rabe ne, bi rekla, ospolnjenega jezika nismo usvojili. In še več, če bi danes temu, da nimamo le dva spola, ampak jih imamo več, pridali še to, da je na številnih zahodnih, rekla, univerzah in raziskavah popolnoma samoumevno, da se ljudje naslavljajo z he, she in they. Torej, praksa se hitreje spreminja kot raziskovalne norme, še zlasti pri nas. Dva vidika v zvezi z ospolnjenostjo jezika na področju raziskovanja bi rada izpostavila. En je popolnoma formalni, torej od izključujoče rabe k vključujoči rabi jezika. Imamo standardno klasifikacijo poklicev od leta 2008, že 1997 je prišla prva. V vseh dokumentih imamo, torej vsi poklici v Republiki Sloveniji imajo tako moško kot žensko obliko poimenovanja in to, da se še danes nekateri sklicujejo na neracionalnost, na neprimernost ali pa na nerodnost izraza, ki opisuje žensko obliko, je seveda nevzdržno. Oba izraza moramo uporabljati v raziskovanju, bi rekla, kot rečeno, v tem formalnem smislu, zaradi tega, ker vemo, da imajo tako ženske kot moški možnost, da zasedajo vse funkcije, da se neenakost ustvarja na simbolni ravni, da so se mnoge ženske dolgo časa, tudi zaradi jezika, izogibale opravljanje določenih poklicih, saj se je zdelo, da te poklici za ženske niso vključujoči. In tisto, kar pa je problem, pa je, da ko uporabljamo ženska poimenovanja, se še vedno mnogim zdi, da pomeni niso popolnoma pomensko, torej da poimenovanja niso popolnoma pomensko enakovredna. Ko rečemo dekan, se zdi, da je to samoumevno, ko se je reklo dekanka ali pa dekanja, se je zdelo nekoliko posmehljivo. Ampak še bolj značilno je to recimo pri razlikah, kot je medicinska sestra in je potem vedno zadrega, kaj je moška oblika tega. Zelo pogosto se uporablja besedo medicinski tehnik, torej takrat, ko se pojavi moška slovnična oblika, se zdi, da gre za moške, ki uporabljajo različne tehnične pripomočke pri skrbi za paciente. Torej, in tukaj vidimo, kako se tudi takrat, ko govorimo o, bi rekla, uvajanju neke jezikovne norme, ki naj bi bila nevtralna, še zdaleč nismo na nevtralnem področju. Feminizirana poimenovanja se zdi in včasih lahko neki situaciji odvzamejo vrednost, jo celo ironizirajo ali pa ji nadenejo slabšalni prizvok. Neka anekdota, ko smo na fakulteti, kjer imamo tudi pri nas vse dokumente napisane tako v ženski obliki,
zaradi razloga, ki ga je omenila že Jana, se je pojavilo vprašanje v zvezi z besedo tajnica. Tajnica je zelo širok pokrivajoč pojem, ki je nekoč pomenil, da so ženske kuhale kavo, da so morale biti na videz, torej, da so morale biti na zunaj posebej urejene, zato, ker so na nek način predstavljale, bi rekla, nekako obstajala pri besedi tajnica neka določena mera seksualizacije ženske in tudi razvrednotenja njenega dela. Kaj pa naj naredimo, ko govorimo o tajniku fakultete? Torej, v našem primeru je gospa tajnica fakultete se tako zelo upirala, da bi postala tajnica fakultete, ker se je zdelo, da ima ta beseda tako slabšalni prizvok, da je ostala tajnik fakultete. Skratka, tukaj vidimo, kako lahko feminizacija poimenovanja prinese, pravzaprav odzame poklicu ali pa nekemu tudi nekim dejanjem vrednost. Tudi nekatere druge sintagme, ki so bile pripete na pojem moškega, lahko delujejo podobno. Naprimer, če rečemo javni intelektualec ali pa ali pa recimo, če mislimo, naprimer, politika, lahko je to politik, lahko je to moški v javnosti, če pa rečemo javna ženska, pa velikokrat pravzaprav pomeni spolna delavka. Nemško govoreče ali pa germanske jezikovne pokrajine so veliko bolj zarezale v pisani jezik, da bi poudarile oboje spolna poimenovanja, naprimer nekaj takega, kar bi verjetno v slovenskem jezikoslovju niti slučajno ne bi vzdržalo, naprimer, da so imena spreminjala tako, da jim dajo na sredi besedo zvezdico ali pa da zadnji samoglasnik napišejo za veliko začetnico, recimo Mitarbeiter, Mitarbeiterin, in je potem z veliko začetnico in tako dalje. Skratka, kaj takšnega se mi zdi, da slovenščina sploh ne more prenesti. Tisto, kar naredimo mi, je, da napišemo podčrto, včasih je bil slash, in tudi pri tem se je zdelo, je bilo veliko negodovanja, češ da obremenjujemo jezik. Še en konceptualni razmislek pri uporabi spolne občutljivosti v jeziku znotraj raziskovanja. Torej, če spolna občutljivost se začne že v samem začetku raziskovanja, ni spolne občutljivosti brez konceptualne občutljivosti. Naprimer, ali se, ko začnemo raziskovati, še preden govorimo o jeziku, ali se zavedamo androcentričnosti raziskovanja, torej postavljanja moškega kot normo. Naprimer, poglejmo si številne stare medicinske učbenike. V njih je bilo telo, še v času, ko so delovali ilustratorji v 17. stoletju, ko še ni bilo fotografije, telo je bilo vedno narisano kot moško telo. In kasneje, ko se je pojavila fotografija in fotografija se je v znanosti pojavila zelo močno prav in ena prvih disciplin, ki jo je začela redno uporabljati, je bila prav medicina in psihiatrija, so določeni fotografiji ženskega ali moškega pridali tiste diagnoze, ki so se zdele, bi rekla, ki so se zdele stereotipno natančno ženske ali moške. Recimo, ko so fotografirali žensko, so dali zraven diagnozo histeričarka, depresivka in tako naprej. Medtem ko so recimo dali fotografijo za moškega, je bila recimo
poimenovanja melanholik. Skratka, moškocentričnost v jeziku se lahko pokaže ne samo v jeziku, ampak tudi v fotografiji, v grafih, recimo, ko raziskovalci in raziskovalke grafe, recimo, ko rečejo women, men, odstotki in tako naprej, in potem dajo moške grafe, ali pa tam, ko je odstotek za moške, dajo v modro, podčrtajo, odstotek pri ženskah pa v roza. Potem velikokrat se še uporabljajo androcentrični izrazi, kot na primer zgodovina človeka. Človek je pravzaprav dolgo časa bil nadpomenka za moškega, za moškost. In tako se recimo v angleščini se to še pogosteje nažalost zgodi, recimo v tej besedi mankind namesto humankind. Potem pogosto se v raziskovanju stereotipne simbolizme uporablja, naprimer ženske zadeve ali pa jokal je po žensko, hodila je po moško, moško obnašanje, kot da obstaja neko generično žensko-moško obnašanje in tako naprej. Pogosto se ohranja beseda gospodična, gospodična, ki je delila ženske na poročene in neporočene, ali pa da se vse ženske subsumira pod besedo žene. Potem pogosto se v raziskovanju v ženski spolni obliki piše, ko se piše o dejanjih in dogodkih, ki se pripisujejo ali pa ki se zdijo bliže ženskam. Naprimer, reče se, medicinske sestre, strežnice in čistilke so se srečale z zdravniki, kjer je popolnoma jasna hierarhija med nižjim medicinskim kadrom oziroma, bi rekla, pomožnimi delavkami in zdravniki, ki jih damo nezavedno v moški spol. In zdi se, da smo s tem na nek način, da nismo obremenjevali jezika, da smo uporabljali oba spola. Ampak v resnici, kako smo ga uporabljali, pa kaže androcentričnost in simbolno uspolnjenost, bi rekla, našega načina razmišljanja. Torej, spolna občutljivost v jeziku se v raziskovanju začenja že pri sami organizaciji raziskovanja, ali bomo uporabljali spolno nevtralno poimenovanje, kako bomo delili dela, kako bomo izdelovali teze in hipoteze, kako bomo naredili metodologijo, kakšna bodo raziskovalna vprašanja. Skratka, če uporabljamo spolno občutljivost v jeziku in v raziskovanju, pomeni, da karkoli raziskujemo, karkoli vprašamo, pri vsem se vprašamo, kako neki dogodki, situacije, koncepti vplivajo na ženske in na moške in na ljudi, ki se ne morejo identificirati z tema dvema spolnima izrazoma, oblikama, kakorkoli. Potem seveda, potem je pa tudi, lahko gremo pa še naprej, in je ospolnjena tudi naša interpretacija. In torej, če se zavedamo ospolnjenosti že na samem začetku, je večja verjetnost, da se bomo pri interpretacijah, da ne bomo padli v kakšno zanko, bi rekla, stereotipizacije, recimo ravnokar imam neko manjšo polemiko o tako imenovanih detomorih. Popolnoma jasno je, da so zgodovinsko detomori bili načini urejanja strategije preživetja ljudi, vendar se detomori še danes v Sloveniji pogosto in zlasti takrat, ko o tem govorijo moški, interpretirajo kot patologija žensk, kot eksces, kot poporodna depresija in tako naprej. Skratka, tukaj grem veliko širše kot zgolj, bi rekla, razmišljanje o spolih na ravni jezika, vendar so te stvari med sabo zelo prepletene. Torej, če strnem, pomembna je miselna disciplina, kjer se vedno znova vprašamo, kako določen dogodek, sprememba, uveljavljen ukrep vpliva na spole, ženske, moške in druge spolne izraze, in
in določena disciplina je potrebna na samem začetku, da začnemo uporabljati vsaj 2 spolni obliki v našem govoru, ko naslavljamo ljudi in tako dalje. Tako, to je, hvala lepa. Najlepša hvala, Darja, za tvoj izjemno zanimiv prispevek. Kot vidim, si že ti kot prva govornica odprla toliko zanimivih vprašanj, da pravzaprav moram reči, da vidim zelo črno za vnaprej načrtovano strukturo te mize, ki bi se naj končala v 1,5 ure. Mislim, da do tega ne bo prišlo, ker že na podlagi tvojega prispevka je nekako jasno, da bi bilo dobro predebatirati kar nekaj izjemno pomembnih vprašanj, ki so velikokrat spregledana v tem kontekstu. No, ampak da ne bom zdaj preveč nakladala, še jaz bom takoj predstavila naslednjo govornico današnje okrogle mize, in to je docentka doktorica Nina Petek, ki je predavateljica na oddelku za filozofijo in predava predvsem predmete povezane z azijskimi filozofijami, in s tem področjem je povezana tudi večina njenih raziskovalnih interesov in trenutno s svojo raziskovalno ekipo raziskuje življenje jogijev v Ladahu, v najsevernejšem delu Indije, in tradicijo budizma v Himalajskih puščavah. Doktorica Petek je prva v svetovnem merilu, ki se ukvarja s to tematiko, saj življenja in praks teh tibetanskih puščavnikov in puščavnic, ki so najbrž v veliko manjšem številu, pred njo še ni nihče strokovno raziskoval. Raziskovalci in raziskovalke se večinoma odločajo za raziskave bolj institucionalnega budističnega meništva, njo pa je pritegnila prav puščavniška tradicija, torej budizem, ki se dogaja onkraj samostanov, ker je, kot pravi, bolj divji, bolj pristen in bolj avtentičen, ne. Lahko bi zdaj rekli, da pač njeni raziskovalni interesi niso neposredno povezani z vprašanji, ki jih obravnavamo pri tej okrogli mizi, vendar menim, da to ne drži, kajti vsaka oseba, ki je ozaveščena na tem področju in se ukvarja s katerimikoli raziskavami, je nenehno soočena s temi problemi. Nenazadnje se tudi jaz v raziskovalnem smislu ukvarjam s temami, ki so zelo sorodni tistim, s katerimi se ukvarja Nina Petek. Ampak poleg tega je doktorica Petek diplomirala tudi iz slavistike, in se zato aktivno in strokovno podkovano ukvarja tudi z lektoriranjem slovenskih besedil, in na tem področju se seveda pogosto srečuje z dilemami in s številnimi odprtimi vprašanji. Tako da svoje predloge za njihove rešitve in splošne izkušnje z tega področja pa nam bo posredovala v naslednjem kratkem prispevku. Nina, prosim, beseda je tvoja. Hvala lepa, torej vse vas še enkrat prav lepo pozdravljam in me veseli, da sem danes tukaj z vami. Tako da na začetku bi morda na kratko predstavila segmente svojega področja raziskovanja, torej tudi poleg budističnega puščavništva, da lahko nekako lažje kontekstualiziram svoje srečevanja, dileme, rešitve, ki se dotikajo vprašanj spolno občutljive rabe jezika v mojem raziskovanju. Tako filozofija že nasploh je pomembno področje, na katerem vznikajo številna vprašanja o jeziku, njegovih strukturah, ker filozofija se pač bistveno izreka skozi najrazličnejše jezike, hkrati pa jezik in njegove meje vedno znova nenehno preizprašuje. In to je še posebej relevantna tematika na področju tradicij, s katerimi se tudi sama ukvarjam, torej na področju azijskih, predvsem indijskih in tibetanskih filozofskih tokov. Namreč vselej znova, povsem spontano se srečujem z vprašanjem jezika,
ki je še posebej ključno, ne samo recimo v okvirih epistemologije, ampak tudi pri obravnavi samih metafizičnih sistemov. In v nadaljevanju bi želela nekako tudi pokazati, kako so recimo sami metafizični sistemi vplivali na neka družbena razmerja in na rabo jezika in potem seveda ta stereotipna razmerja, ki so se oblikovala na ravni same družbe. Tako da, že v času najzgodnejših filozofskih besedil v Indiji, to je okoli 1500 pred našim štetjem, se je formiral nekakšen dvojni odnos do jezika. Sanskrt je veljal za sveti jezik, ampak v obdobju filozofskih spisov Upanišadov, ko se je začelo zanimanje za metafiziko, se je pa pojavilo tudi pomembno vprašanje o zmožnostih jezika, opisati resničnost, ki presega posvetno. Tako da nekako takrat se je pojavila ideja, da jezik s še tako sofisticiranimi sredstvi ne more opisati absolutne vrhovne resničnosti. Tako da takrat v tem obdobju je bila predvsem prisotna neka stiska izrekanja o stvarih, ki presegajo ta svet. V slednjem pa se odslikava tudi pomembna ideja, da filozofija ni samo teorija, posredovana skozi jezik, ampak je izkustvo, ki pa je takšne narave, da ne more biti izčrpno opisano z jezikovnimi sredstvi. Tako da ta metafizični nauk oziroma celotne Upanišade so nekako prežete z razmerjem med izrekljivim, neizrekljivim, hkrati pa z iskanjem zmožnosti v samem jeziku, prek katerih bi se nekako vsaj deloma približali nekemu adekvatnemu opisu tega, kar je stvar izkustva in se opisu samemu pravzaprav ves čas izmika. Tako da različna jezikovna sredstva so bila izpostavljena, recimo negacija, nedvojna negacija, niti to, niti ono, v kateri se odslikava neka težnja po izogibanju postavljanja afirmativnih trditev z namenom, da ne bi oskorunili torej svetega vrhovnega absoluta Brahmana na način, da bi ga definirali zgolj enostransko. Ampak slednje preizpraševanje jezika se je dogajalo samo v kontekstu metafizike. Medtem ko pa se tovrstno preizpraševanje v območju posvetnega empiričnega, torej na ravni družbe, ni pojavilo na tak način. In tam je obstajala polarizacija oziroma polarizacija, ki se je nekako oblikovala skozi jezikovno rabo, ni bila problematizirana na tak način. Na kar kaže že sama narava družbene dejanskosti v Indiji, ki je bila, kar se tiče človeških odnosov, zelo strogo ločena v posamezne družbene razrede. In pri tem se je recimo pojavil kontrast med vrhovno realnostjo, ki je enotna, ena sama, onstranskih delitev, in med posvetniki, ki je bistveno nehomogeno. Tako da upanišadski sistem, ki sem ga zelo bežno predstavila, je bil monističen, torej en absolut, Brahman, ni polariziran, pri čemer pa, kar je zelo pomembno, se ni pojavila kategorizacija po spolu, torej identifikacija Brahmana s katerimkoli spolom, niti ne identifikacija moškega z duhovnim, kar pa se je potem zgodilo par stoletij pozneje, v dualističnem metafizičnem sistemu šole Sankja. Tako da v tem sistemu pa se pojavi zelo ostra delitev na dva pola že v kontekstu same metafizike. Vrhovni duh Puruša je bil opredeljen kot moški metafizični princip, kar pa se je kazalo tudi na ravni slovničnega spola, Puruša moškega spola. Na drugi strani je bila Prakrti, materija, opredeljena kot ženski metafizični princip, kar pa se je prav tako kot v primeru Puruša, moškega duha, kazalo tudi v samem slovničnem spolu. Tako da ta ostra razlika med obema je pa tudi narekovala distinktivne lastnosti enega in drugega. Moški intelekt, aktivnost, umna substanca, ženska materija, ki ne poseduje umnega elementa. V samem sistemu šole je bilo sicer izpostavljeno, da sta oba principa enakovredna, torej na metafizični ravni, saj nekako samo v interakciji drug z drugim privedeta do stvarjenja sveta. Vendar je pa tukaj zelo pomenljiva identifikacija, torej ženskega principa z materijo, ki sicer ne vsebuje celotno preobilje še neustvarjenega, ampak je opredeljena brez uma. Ta pripada zgolj moškemu principu, sama materija brez posredovanja moškega vidika ostaja pasivna in inertna. Kar pa je še posebej zanimivo, kar nekako tudi raziskujem v kontekstu same metafizike in potem tudi družbe, kako se je ta delitev in karakterizacija moškega in ženske odslikavala v sami strukturi družbe in njenih odnosov, pri čemer je šlo za ostre, nepremostljive razlike med spoloma. Tako da ključna je ta vez metafizika, jezik, družbeno-politični sistem, kar odpira tudi številna vprašanja odnosa med slovničnim spolom in realnostjo, ki jo ta delitev tudi odslikava. Tudi sama soteriologija, torej te vrhovne duhovne zmožnosti so bile nekako usmerjene k moškemu principu in osvobajeni od materije ženske.
soteriologija oziroma osvoboditev kajvalja, ločitev, osamitev moškega duha od minljive materije, ker tudi ženska na ravni metafizike je bila pojmovana kot stvariteljica vsega prek tega racionalnega moškega momenta sicer, ampak tudi na ravni družbe. Ženska je tista, ki podeljuje rojstva, je hkrati nosilka samsare in s tem tudi minljivosti in smrti. Moški intelekt, dostop do metafizike, ženska empirična reprodukcija, smrt. Tako da s temi delitvami je bila nekako potem prepletena tudi sama indijska družba. Predvsem se je to uveljavilo s tem dualističnim sistemom. In tudi te stereotipne delitve vlog na ravni same družbe so nekako kulminirale tudi na tej ostri distinkciji med čistim in nečistim. Pojavil se je niz dihotomij in ta nečisto je vselej pripadla materiji, telesu, ženski. Ampak seveda so se zgodili zelo pomembni preobrati, recimo s pojavom nedualističnih metafizik, predvsem s tradicijo tantre. Takrat ključen preobrat od teh ostrih binarnih zares in hkrati od stereotipnih vlog ženske. Tako da ženska v nedualističnih metafizikah ni samo materija, ampak sila, ki poseduje intelekt. In nekako zmožnosti, ki so se poprej pripisovale samo enemu principu, nekako z vznikom teh nedualističnih sistemov prihajajo do ideje, da vse te zmožnosti posedujeta oba, torej v enaki meri. In da gre pravzaprav za en in isti princip, ki ga ne moremo kategorizirati po spolu. Tako da s tem se nekako prevrednoti konvencionalne stereotipne vloge v družbi, simbol česar pa je recimo božanski par, bog Šiva, boginja Parvati. Parvati je tista, ki zavrne svojega moža, ki nanjo naslovi željo, da bi mu rodila otroke. In s tem se začne nekako ta proces osvobajanja od teh rigidnih konvencionalnih vlog, torej od te inertne materije, ki je brez svobodne volje, ki nekako pač samo rojeva otroke ob tem racionalnem semenu. In to osamosvajanje ženske pa še posebej značilno oziroma izrazito v tradicijah boginj, torej Šakta. Že v kontekstu samega šivaizma se pojavi en zelo pomemben izraz, Ardhanarishvara. To sicer pomeni gospod, ki je pol ženska, ampak ta izraz bi lahko tudi interpretirali, da je žensko samo zopet nek privesek, nek atribut moškega, ampak nekako iz celotnega konteksta, tudi iz samih besedil je jasno, da ne gre za to. Pravzaprav ta izraz postane simbol, torej za to metafizično eno, ki ni deljivo po spolu in hkrati nekako postane simbol za najrazličnejše spolne identitete, recimo tudi v sami sodobni Indiji. Tako da zajema lahko številne spolne oziroma zajema številne spolne identifikacije. Ampak ta ideja o fluidnosti teh spolnih identitet se pojavi tudi recimo v najzgodnejših indijskih besedilih, tudi bogovi privzemajo oblike žensk, tako da ta tematika je izjemno kompleksna, ampak jo samo omenim, da obstaja, da ne posplošujem preveč. Tako, skratka, takrat prek te metafizike se tudi kaže, kako začne to marginalno, s stališča te patriarhalne družbe začne pronicati v sam filozofski diskurs, telo, ženska, boginja. In takrat se nekako sproži tudi samo preizpraševanje binarnosti in sile, ki jo povzroča redu stvari, ker ta pravzaprav delitev je bila vselej nekako uveljavljena s strani moške dominance, kar je recimo v kontekstu teh zgodnjih sistemov še posebej očitno. Tako, in nekako to je bilo, ženska je bila pač stereotipizirana, ampak ne da ni imela glasu. Večinoma so filozofske tekste, filozofijo velja prepričanje, da so jo delali moški, ampak ni čisto tako. Ženske samo niso imele takšne moči izrekanja se v teh stvarih, ker jim je bila dodeljena vloga skrbnice, matere, dobre žene. Tako da nekako s tantro pa potem prihajajo zelo izrazito k sami jezikovni zmožnosti. Še pomembnejše spremembe, kar se samega jezika tiče v mahajanskem budizmu, severnem budizmu, s katerim se tudi zelo intenzivno ukvarjam. Dekonstrukcija metafizike, dekonstrukcija jezika, razbijanje teh binarnih struktur. Jezik razbija samega sebe tako, da začne nekako na površje pronicati oziroma začne pronicati neka jezikovna sredstva, ki niso veljala kot nekaj sofisticiranega v nekem klasičnem diskurzu, torej negacija, paradoksi, metafore, jezik, sanj. Ampak to samo za voljo razbijanja teh konvencionalnih struktur, delitev belo, črno, moško, žensko, čisto, nečisto. Ne gre za razvrednotenje jezika nikakor, ampak to nenehno preizpraševanje
meja in distinkcij, ki jih postavlja. Ne sicer jezik kot tak, ampak njegova raba, kar je v budizmu jasno izpostavljeno. Tako, to je ta mahajanska dekonstrukcija, izvedena že davno pred Derridajem. Sedaj pa, če pridem še na konkretna vprašanja, ki se porajajo pri tem mojem delu, ki sem ga nekako sedaj na kratko orisala. Predvsem se vprašanja tičejo generične rabe moškega spola. Še vedno obstaja problema nekako na ravni izbire v nekem diskurzu zagotoviti neko enakopravno vlogo, torej prisotnost vseh spolov. Tako da pri svojih tekstih, pri svojih raziskovanjih se seveda srečujem oziroma nekako operiram predvsem z izrazi, ki se nanašajo na nek duhovni status, ki je imel v indijski družbi, ki je nekako v indijski družbi vselej veljal za prestižnega in je bil povezan s filozofijo. Torej tako v smislu teoretičnega razpravljanja, kot tudi v smislu različnih izkustvenih tehnik, torej meditacije, kontemplacije. In to so, kar se seveda slovenskih besedil, raziskovanja v slovenskem jeziku tiče, to so predvsem izrazi asket, asketinja, puščavnik, puščavnica, modrec, mislec. Ampak zagata, ki se pri tem pojavi, pa je, da moški obliki modrec in mislec še nimata neke uveljavljene ustreznice ženskega spola oziroma še vedno je bolj neka zasilna rešitev raba moške oblike, ki seveda ni najboljša, kar sem tudi sama pri svojem raziskovanju opazila, še posebej pri teh zelo občutljivih, krhkih robovih, ki jih je treba v samem filozofskem diskurzu vselej znova izpostavljati. Tako da moški zdaj v tem kontekstu filozofije je bil postavljen kot norma. Torej misli samo moški, torej prodorni mislec je moški, ne ženska. Tako da sicer se pojavljajo predlogi ustreznica, ne ženska oblika, kot recimo mislica ali pa modrica, modrinja tudi, ampak modrica, ti feminativi imajo tudi mnogo prekrivnosti, modrica, modrica, ampak recimo samo na pisni ravni, ne pa tudi na izgovorni. Tako da sicer bi lahko uporabim izraz filozof in filozofinja, ki sta seveda zelo uveljavljena, ampak gre tudi za neke sopomenske rabe, da se pravzaprav tudi v samem tekstu lahko rabijo različni načini izrazov. Tako da tukaj predvsem, če trčim že na ta problem, da nekako te najbolj sofisticirane, neke duhovne operacije, dejavnosti so bile predvidene za moškega oziroma da je to proizvajal moški, kar se recimo kaže tudi v posameznih obdobjih v Indiji. Tako da, zdaj v najzgodnejšem obdobju in tudi z vznikom filozofskih šol v Indiji niso bili samo moški filozofi, oni so bili tisti, ki so se izrekali, ki so veljali za neko normo, avtoriteto. In to samo zaradi tega, ker je bil to čas izjemno jasnih, nepremostljivih družbenih vlog. Ženska skrbi za družino, otroke, dom, ampak sama v tekstih, to, da v tekstih ženska nima dominantnega glasu, ne pomeni, da recimo asketinje v tem obdobju in filozofinje niso obstajale, ampak so predstavljali nek izjemno pomemben odklon od takratne zelo rigidno naravnane družbe. Tako da sama sem nekako dognala, da je recimo v teh kontekstih, ko se govori torej o teh predtantričnih tradicijah, kjer ženska kot filozofinja ni bila še tako jasno postavljena kot recimo v tantri, ker je ona tista, ki prevzame, ki postane nekako tisto polje, tiste vrhovne vednosti, da je Bog, recimo moški, tisti, ki žensko sprašuje oziroma ves čas menjavata vloge, tako da gre za neko harmonijo v odnosih. Ampak recimo pri teh tradicijah, kjer ženska še ni imela torej sploh nekako pravice izraziti se, torej izraziti svojo filozofijo, ne pomeni, da ni obstajala. Tako da nekako, če bi uporabljala moško obliko, kar recimo je za ta najzgodnejša obdobja, kar je tudi v tujih tekstih, sem nekako opazila, da se uporablja recimo samo moška oblika, ker večinoma so asketi tisti, ki so producirali besedila. Če bi to uporabila, to obliko, recimo bi moja publika lahko nekako implicitno predvidevala, da se morda izraz pa le nanaša na vse spole, ampak s tem bi nekako zopet izpostavila moško kot normo.
Sicer je bila torej v nekem širšem vidiku, kar tudi kaže na sam duh samega časa, ampak pravzaprav je bil mene nekako v svojem raziskovanju pač predvsem zanimajo tudi tisti robovi, ki nekako tudi tvorijo celotno sliko, ker ta diskurs, moški diskurs je sam oblikoval ta rob in mu nekako na nek način onemogočil to izrekanje. Tako da, v čemer recimo vidim največji problem pri rabi samo izrazov, bili so asketi, asketi so tisti, ki so zapustili družbo, in neasketinje vidim v tem, da s to rabo se izključuje tisto, kar je najbolj bistveno. Tisto, kar je bilo neznatno. Tudi če je bil manjši drobec asketin, je bil izjemno pomemben. Tako da nekako tukaj, pri tej zelo občutljivih razmerih v tem obdobju se mi nekako zdi, če to izključimo iz jezika, pravzaprav ustvarjamo neke stereotipe, ampak s tem hkrati tudi potisnemo v neobstoj. Torej, popolna odsotnost. Predvideva se, da nečesa preprosto ni bilo. Tako, in da je nečemu bila recimo pač odzeta sama zmožnost mišljenja, ki je bila pripisana le moškim. In tako da recimo tukaj se srečujem s težavami, kako pravzaprav to poudariti, tako da sem se nekako odločila, ko govorim nekako o teh posamičnih tradicijah, recimo v kontekstu te zgodnje tradicije, da uporabljam torej obe obliki, da se izpostavi še posebej tudi ženska kot asketinja, čeprav seveda so bile številne razprave na to temo, da raba dveh oblik nekako tudi vodi do preobloženosti teksta. Kar se sicer ne strinjam, ampak vendarle nekako poskušam sedaj še na nek način dosledno izpostavljati torej oboje. Tako, zdaj pri budizmu je to malce drugače, lahko bi še veliko govorila o tem, kakšne so rabe ženske in spolne oblike, tako da pri samem budizmu, ampak skratka, nekako mislim, moj zaključek je, da vsako področje zahteva lastno preizpraševanje. Postavila sem recimo specifičnost področja pri sebi in da nekako filozofija to nekako rojeva sama iz sebe spontano, že po naravi preizprašuje svoj jezik in sebe. Hvala lepa. Najlepša hvala, draga Nina, za tvoj zanimiv prispevek. Kar se meni zdi predvsem tudi ena tema, ki je tudi vse preveč spregledana v tem kontekstu, so ravno te epistemološke osnove oziroma epistemološka ozadja, na katerih se vzpostavlja jezik ali pa na primer tudi vprašanje binarnosti kot take. Tu se vzpostavi potreba po razlikovanju med binarnostjo in dualizmi, ker po mojem mnenju gre tukaj za naravo oziroma strukturo binarnih protipolov oziroma neke interaktivne dialektike, ki se med njimi vzpostavlja. Ampak čas hiti, zato se pri tem ne bomo trenutno dlje časa ustavljali. Upajmo, da nam bo ostalo še kaj časa za to zanimivo debato. Jaz bi pa zdaj predstavila na kratko naslednjo govorko v današnji okrogli mizi, to je znanstvena svetnica, profesorica doktorica Tanja Petrovič. Ona je jezikoslovka in antropologinja in dela na ZRC SAZU, ukvarja se z jezikovnimi in identitetnimi strategijami, pri čemer poskuša osvetliti povezavo med jezikovnimi izbirami govorcev in govork na eni ter širšim družbenim in političnim kontekstom na drugi strani. Dr. Petrovič v raziskovalnem smislu zanimajo pomeni in rabe jugoslovanske in socialistične dediščine v postjugoslovanskih družbah, kot tudi kulturni, jezikovni, politični in družbeni procesi, ki oblikujejo realnost teh družb. Objavila je številne znanstvene članke in nekaj monografij s področja antropologije postsocializma, spominskih študij, študij spola, študij dediščine, lingvistične antropologije in zgodovine dela.
Dr. Petrovič pa se poglablja tudi v vrsto vprašanj, ki sodijo v ožjo tematiko današnje okrogle mize. Zanima jo namreč tudi vloga jezika v oblikovanju ideologij, spomina in identitet ter znotraj študijev spola. Študij spola. Prosim, profesorica Tanja Petrovič, beseda je vaša. Hvala, Jana. Lep pozdrav vsem. Sem izjemno vesela, da sodelujem danes v tem pogovoru, ki je že odprl toliko pomembnih vprašanj, da jaz bom probala mogoče samo še poudariti nekaj aspektov in skombinirati razne momente iz moje precej shizofrene raziskovalne pozicije, ki ste jo lahko zaznali že v tej predstavitvi, da jaz delam na veliko različnih področjih, v tem sicer uživam in mislim, da je to tudi zelo produktivno, ni pa vedno enostavno. In mogoče bi za začetek nadaljevala tam, kjer smo se s čemer smo se srečali že v uvodu, ko je Jana poudarila, da gre pri jeziku ne samo za zrcaljenje nekih družbenih vrednot, ampak tudi za njihovo ustvarjanje. Enako velja tudi za družbeno resničnost, ko gre za jezikovno rabo. Kar pa je zelo pomembno in nekako simptomatično za našo današnjo razpravo, je ta odnos med jezikom in političnim. V razpravah o različnih poskusih in možnostih uporabe bolj inkluzivnega, jezika bolj občutljivega na obstoj in prisotnost in vidnost različnih družbenih skupin, zelo pogosto naletimo na reakcijo, da tukaj gre za politiko, da je to politično ravnanje in politična intervencija. In v tem primeru naj bi politika bila nekaj, kar ni znanstveno na prvem mestu, da ena stvar je znanost, druga je politika. In s tem smo se verjetno vsi, ki se s podobnimi zadevami ukvarjali prej ali srečali s tako delegitimizacijo našega dela. Jaz sem par let nazaj v Beogradu objavila knjigo, ki se ukvarja z položajem in razumevanjem narečij jugovzhodne Srbije in še bolj govorcev in govork teh narečij, ki so zelo marginalizirani v vsakem možnem smislu, od kulturnega do ekonomskega. Med mojimi kolegi jezikoslovkami in jezikoslovci v Srbiji je reakcija zlasti pri teh bolj uveljavljenih bila taka, da je stvar bila enostavno rečeno, da je to spolitizirani diskurs o dialektih, da se o tem ni treba v jezikoslovju tako pogovarjati. In seveda podobne delegitimizacije srečamo veliko širše na področju, ki je veliko širše od same znanosti raziskovanja, ne samo jezikoslovja, ampak nasploh. 2 dni nazaj je prav tako v Srbiji se zgodilo nekaj, čemur so organizatorji in udeleženci rekli ekološka vstaja. So bile velike demonstracije zaradi res problematične situacije z varovanjem okolja v Srbiji in sploh na prvem mestu z zrakom, ki ga ljudje tam vdihujejo, iz vodo, ki jo pijejo. Naslednji dan je reakcija predvsem predsednice vlade bila prav taka, da je rečeno, da je tukaj prišlo do politizacije ekologije in da ekologije ni treba politizirati. Torej, je nekaj simptomatičnega na tem. Seveda, da je ekologija povsod in vedno prvorazredno politično vprašanje. Imamo tudi v Srbiji ministrstvo za ekologijo. Ampak to je način, da se debata premakne nekam drugam. In ta premik se zelo pogosto dogaja tudi na področju razmišljanja o inkluzivni in spolno občutljivi jezikovni rabi. Da je to neko politično, neznanstveno delovanje in tudi se avtomatično vidi kot neka prisila, kot neko
vsiljevanje nečesa tako govorcem kot jeziku. Ne. Jezik pa bi po drugi strani bil neka naravna, samoorganizirana, samorazvijajoča se pač celota, nek organizem, ki ima svoja pravila in ni prav, da mi nanj vplivamo. To je neka miselnost, od koder zelo pogosto pravzaprav začenjamo z debatami o tako rabi spolno občutljivega jezika, kot neki tudi kakšnih drugih intervencijah v smeri bolj inkluzivne jezikovne rabe. Torej, ta ideja, da strateške intervencije niso dobre, da na nek način so v nasprotju tako z jezikovno strukturo kot naravo jezika, karkoli to je zelo razširjena, tako kot med jezikoslovkami in jezikoslovci, kot tudi v širši javnosti. Po drugi strani pa seveda praktično vsak pogled v dejansko jezikovno rabo, v empirične podatke pokaže, da ti vzorci, ki so na ta način zaznamovani kot, da prihajajo od zunaj, da so rezultat neke prisile, vidimo, da so pravzaprav že tu in so tu zelo dolgo časa. Tako kot debate, ki se zelo pogosto prikazujejo, da se dogajajo samo danes zaradi neke globalne ali evropske spolne ideologije, ki se nam tle vsiljuje, dejansko se te stvari v jeziku in v družbi dogajajo praktično ves čas. In skupaj s to idejo, da je politizacija jezika nekaj za jezik slabega in nenaravnega, z roko v roki gre ideja, da pri takih intervencijah avtomatično prihaja do neke prisile. Da nekdo nekaj nam vsiljuje, da mi bomo morali zdaj nekaj uporabljati. In celo se tovrstne prizadevanja za bolj vključujočo rabo jezika, lahko smo to prebrali v marsikaterem odzivu tudi pri nas, kar povezujejo z značilnostmi totalitarnih sistemov celo. Mi smo par let nazaj v okviru enega evropskega projekta naredili knjigo z naslovom Znanost brez mladih, ki se ukvarja predvsem seveda s položajem mlajših žensk, raziskovalk na začetku kariere, ampak tudi nasploh mladih raziskovalcev in raziskovalk in njihovimi vse manjšimi možnostmi, da spodobno živijo v raziskovalni sferi in da v njej tudi ostanejo. In v tej knjigi smo uporabljali podčrtaj. In reakcija na to je tudi bila zelo značilna in lahko reakcijo podelim. Jaz sem mislila pokazati knjige, ali sem jo pozabila vzeti iz druge sobe, ampak bom delila v chatu link na stran, kjer lahko snamete PDF, če knjige niste videli in če vas zanima. Reakcije lahko razdelim v neke dve skupini. Ena je prav ta, nastala je knjiga, ki so jo napisali raziskovalci in raziskovalke. Torej, v akademskem diskurzu zdaj imamo uporabo podčrtaja, torej to prihaja iz neke avtoritetne inštitucije, zdaj bomo mi vsi morali to uporabljati. Druga reakcija je bila preštevanje, kje vse smo se v knjigi zmotili in nismo konzistentno uporabljali mogoče tega podčrtaja ali potem tistih oblik slovničnih vstavkov, ki bi morale slediti. Takih napak je bilo zelo malo, kar tudi govori v prid oziroma govori nasprotno od še enega argumenta, da je podčrtaj zelo komplicirano uporabljati, da je zelo obremenjujoče. Ampak teh par mogoče situacij, kjer smo se lahko odločili za drugo izbiro, je marsikdo izpostavil in uporabil kot dokaz, da to ni adekvatna jezikovna raba. In tu bi mogoče rekla še nekaj, kar počasi se približujem temu, kar seveda prej ali vslej tako v širših družbenih in še zlasti v jezikoslovnih debatah o spolno občutljivem jeziku pride kot glavni argument, to je nezaznamovanost moških slovničnih oblik.
Še en argument, ki ga najdemo zelo pogosto, spet, če beremo jezikoslovne razprave ali komentarje na Facebooku, Twitterju ali kakšnih drugih družbenih omrežjih, torej prihaja tako od strokovnjakov kot navadnih govork in govorcev, je ta ideja, da druge oblike, ne moške oblike, ne morejo resnično delovati kot nezaznamovane, kot obsegajoče tudi drugih identitet. In ta znani primer, ki se vedno pojavi, je tisti, na primer, če rečemo, ona je najboljša kirurginja na UKC, na primer. In se vedno pojavi, kaj to zdaj pomeni. To pomeni, da je ona najboljša med vsemi kirurgi in lahko kirurginjo jemljemo kot spolno nezaznamovano obliko, ali je najboljša samo med ženskami, ki se ukvarjajo na UKC-ju s kirurgijo. In to je ta ultimate proof, da taka raba nima smisla. Ne? Jezik seveda, najprej to isto stvar lahko rečemo drugače in se izognimo tej dvoumnosti. Po drugi strani pa seveda dvoumnost jeziku niti najmanj ni tuja. Tudi nezmožnost vsega izraziti z določenimi jezikovnimi strukturami, z njo se vsi, tako kot govorci, kot strokovnjaki, zelo pogosto srečujemo. Torej, to ni nek, ne vem kakšen argument, ampak se zelo pogosto pojavi. In to je ta ideja, da te forme niso adekvatne, da v neko naravno jezikovno strukturo ni treba posegati, da to ni dobro in da itak imamo ta nezaznamovani moški spol. In ponovadi v tej kopici argumentov je tudi se vzame kot predpostavka, da jezik ni političen, da ga kot političnega v njegovi naravi ne smemo jemati in da ga ni treba jemati. In potem vsaka debata, ki bi šla v to smer, ne pride daleč, ker zelo pogosto imamo sogovornike in sogovorce, ki enostavno izven meje jezikovne strukture in pomenov, ki se izključno znotraj te strukture oblikujejo, enostavno ne vidijo in nočejo videti nobenega družbenega vpliva. In tu je seveda ta znani, in Darja je o tem tudi govorila, katalog poklicev, ki, jaz mislim, zelo nazorno pokaže to problematiko. Mi imamo seveda že dolgo časa katalog poklicev, ki je narejen tako, da vsebuje tako ženske kot moške slovnične oblike praktično za vse poklice. Ampak ta katalog, ta posodobljeni, že veliko časa nazaj katalog uporablja trenutno Slovenski urad za statistiko. Ne uporabljamo ga recimo, ne uporabljajo ga na Ministrstvu za javno upravo, ki dejansko regulira med drugim tudi tiste klasifikacije poklicev, ki so v temelju, to so ti katalogi funkcij, mest in nazivov, ki so v temelju naših kolektivnih pogodb, tako v sferi izobraževanja kot v sferi raziskovanja. Tako da, ko pogledamo tiste kataloge oziroma to, kar je izvlečeno samo za naše sfere, za ta dva aneksa, ki se nanašata na šolstvo pa na raziskovanje, vidimo, da seveda tam so tudi neki samostalniki v ženskem spolu, ne bom jih zdaj navajala, so zelo predvidljivi, Darja je nekaj že omenila, ampak to, kar je absolutno jasno v teh katalogih, je korelacija med tistimi redkimi pojavami ženskih oblik in plačilnimi razredi. In tukaj gre absolutno samo za najnižje možne plačilne razrede v katalogu, če greste gledati. In jaz mislim, da je to družbeno relevanten fakt, ki ga ne gre ignorirati v tem našem sicer strokovnem pogovoru o tem, da je moški spol jezikovno nezaznamovan. Ampak se seveda ignorira. Bom počasi zaključila, ker se nam tudi čas izteka. In mogoče rekla še 2-3 stavka o tem, kar je tudi neka
ideja našega današnjega pogovora, in to je, kako ustvarjati nenazadnje znanost, ki je občutljiva in za različne marginalizirane identitete in ki se tudi te marginaliziranosti zaveda. In seveda, zdi se mi, da je pomembno, zlasti, kot je Darja v nekem trenutku rekla, največji problem so jezikoslovci, in mogoče najprej bom rekla nekaj kot jezikoslovka, da tu se mi zdi bistveno opirati se, vedno vztrajati na empiriji, vedno vztrajati na tem, da marsikaj, kar se izključi kot tega ni, ali to je nerelevantno, dejansko se s empirijo lepo pokaže, da je tu, da je relevantno in da je cel spekter možnih izraznih sredstev, ki jih včasih niti ne upoštevamo, ker ponavadi v teh debatah operiramo zelo omejenim številom argumentov na eni in na drugi strani. To odpiranje prostorov za različne možnosti je zelo pomembno in se dogaja tudi mimo naše volje, saj živimo v svetu, kjer je dostop javni sferi zelo razširjen, kar ni vedno dobro, ampak po drugi strani seveda tudi dobro. Tako da marsikakšna praksa je že tu in je nihče več ne more ignorirati. In po drugi strani se mi zdi bistveno paziti, da se nam ne zgodi, da se zapiramo v neke pričakovane skupine ali diskurze. Torej, če spolno občutljiv jezik uporabljamo samo, ko govorimo o ženskah v znanosti ali drugih spolnih identitetah, samo v takih člankih, pol ne bomo veliko naredili. Ne. Darja o tem že veliko govorila. To mora biti agenda vsakega raziskovalnega dela od samega začetka do konca. In zdi se mi, da je to tudi, začela sem s politiko, bom končala s politiko, to mora biti stvar raziskovalne politike vsakega raziskovalka in vsake raziskovalke. Torej mora biti zavestna izbira, da svojo znanost delamo tako, da zlasti v humanistiki, ker drugače niti ne gre in ne moremo se niti zdaleč posluževati neke ideje, da je naša znanost politično nezainteresirana in da taka mora biti, ali da je taka, da je potrebno, da je taka. Torej moramo zelo zavestno razmišljati tako kot o tem, kaj določena izbira, tako oblik kot raziskovalnih vprašanj pomeni za različne skupine, ampak tudi zavestno dajati glas tem skupinam, jih narediti vidne kot akterje, ampak tudi kot predmet naših raziskovanj. In to velja tako za jezikoslovje kot absolutno za vse druge humanistične in družboslovne vede. Jaz bom tu zaključila. Hvala vam. Najlepša hvala. Doktor Petrovič, tudi vi ste odprli eno celo vrsto zares izjemno pomembnih vprašanj, predvsem vprašanj povezanih s politiko, političnostjo in redefinicijo politike, ki se pri nas še vedno vse preveč enači s profesionalno politiko in ne z medčloveškimi odnosi v najširšem smislu, in nikjer se ne tematizira njeno razmerje do javnosti oziroma civilne družbe. Izjemno pomembno se mi zdi tudi to, da ste izpostavili ideološkost oziroma ideologijo o neki svetosti obstoječega jezika, ki naj bi bil organizem, ki se oziroma samoregulira in da nam v to pravzaprav naj ne bi imeli pravice posegati, pa tudi vaše opozorilo o pomenu odprtosti, ki jo moramo nekako izpričevati v tem kontekstu. No, ampak ker se nam čas počasi že izteka, bomo zdaj prešli na zadnjega govorca te okrogle mize. Torej zadnji je seveda, kot rečejo v angleščini, last but not least, zadnji je samo po kronologiji te okrogle mize in nikakor ne tudi po pomembnosti. Docent dr. Damjan Popič je asistent na oddelku za prevajalstvo, kjer poučuje predmete vezane na sistem slovenskega jezika, predvsem pravopis, leksika, slovnico, ter na uporabo sodobnih digitalnih tehnologij, tako pri prevajalskem kot tudi pri znanstveno-raziskovalnem delu. Glede na njegovo mladost so raziskovalni interesi dr. Popiča široko razvejani in hkrati kompleksni.
Vsekakor pa se med drugimi temami precej ukvarja tudi s tematiko, ki jo obravnavamo pri tej okrogli mizi, saj je letos, denimo skupaj s profesorjem Vojkom Gorjancem v jezikoslovni reviji Suvremena lingvistika objavil izvirni znanstveni članek z naslovom Challenges of Adopting Gender Inclusive Language in Slovene. Kot že omenjeno, se pa poleg raziskovalnega dela dejavno ukvarja tudi z lektoriranjem, strokovnim lektoriranjem slovenskih besedil, zato nam bo tudi on prav gotovo lahko povedal marsikaj tudi iz strokovnega vidika slovenistike. Damjan, prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, veliko veselje in čast mi je, da vas smem tukaj nasloviti. Zdaj, moja vloga je tista, ironično je tista vloga problematičnega jezikoslovca, vsaj v tem primeru, in ena velika ironija je, da jaz nekako v resnici tukaj nastopam kot, če smem tako reči, apologet lektorjev. Zdaj, jaz seveda v tej vlogi ne bi smel in ne morem tukaj nastopati, ampak vseeno pa lahko predstavim nekako različne poglede na spolno občutljivo rabo jezika v slovenščini oziroma v slovenskem okolju, zato ker nekako prehajam med temi vlogami, ki se in lahko vidim pač različne in lahko spoznam različne vidike oziroma pač gledanja na to temo. Zdaj, kot je profesorica Roškar že izpostavila na začetku, celotna ta ideja izhaja iz najinih zagat, ki sva jih imela pri produkciji njene knjige. Ko sva se spraševala, na kak način naj pač midva aplicirava spolno neobčutljivo oziroma spolno občutljivo rabo na celotno tisto njeno publikacijo. In seveda sva bila soočena s celim kupom vprašanj, ki so bili tako pragmatični. Kaj se bo zdaj zgodilo, če za 20% raztegneva volumen knjige? In nadaljnjimi pragmatičnimi vprašanji, kot recimo eno od teh vprašanj je omenila že Nina, ali je tista stvar berljiva, oziroma ali je besedilo preobloženo, ni preobloženo in tako naprej. Zdaj, to, kar v bistvu nekako jaz želim danes samo na hitro izpostaviti, zato ker smo že kar čez naš rok, je preprosto samo to, da je treba razumeti, iz kod ti jezikovni delavci prihajajo. Se pravi, tukaj bi profesor Stabej, ki se nam je pridružil, vedel zelo dosti povedati, odkot prihaja ta naša, odkot izvira ta naša, če smem tako reči, pretirano, ta naša patologija, ki jo nekako nosimo v sebi, vključno z našim stališčem do jezikovnih popravljavcev. Mi imamo en tak blazno nezdrav, nesrečen odnos do teh jezikovnih delavcev, kot do nekih subjektov, ki jih v resnici potrebujemo, ampak jih prav zaradi tega ali pa tudi zaradi tega preziramo. Nekako zelo tako nezdrav odnos, ki se zrcali v številnih vidikih lektorskega delovanja. Se pravi, tako kot so bila včasih zelo polemične debate o pravopisu, pa o jezikovni rabi, pa tako naprej, zlasti, ko je šlo za nacionalistične diskurze, se pravi, kako se bomo mi zdaj srbo-hrvaščine, pa germanizmov, pa tako naprej ubranili. Se zdaj nekako problematika oziroma vprašanje spolno občutljive rabe kaže kot naslednja velika stvar na tem bojišču za slovenščino. Tako kot je očitno na nek način se kaže vprašanje jezikovne pravilnosti, ki je bilo včasih tako zelo pomembno za slovenski rod, se kaže kot manj pomembno, zlasti, ker so se debate nekako poniknile očitno na Facebook, kjer so pač toliko bolj uporabimo besedo perečne, pa nekaj hujšega, žolčne, in so nekako izgubile mesto v vsakodnevni publicistiki. Ampak še vedno pa ostaja nek interes do pravopisnih zadev. Verjetno ste vsi zasledili, da se prav trenutno gremo skozi prenovo oziroma potencialno prenovo slovenskih pravopisnih pravil in lahko vidite, kakšen je odnos seveda do
odnos do takih, mislim, lahko rečemo nepomembnih, ampak precej tehnicističnih zadev, kot je pisanje velike in male začetnice. Ne? Se pravi, to je vse povezano z domnevnimi vplivi iz germanskega, predvsem angleškega okolja in tako naprej. In vsi ti strahovi, ki nas polnijo, ki nas nekako ženejo naprej, se odražajo seveda tudi pri vprašanjih spolno občutljivega jezika, s tem, da so tam pa seveda še dodatno potencirani z različnimi ideologijami, željami, strahovi in tako naprej. Zdaj, to, kar jaz v bistvu želim zelo na kratko reči, je to, da moramo mi tistega lektorja, ki je Jani lektoriral tisto knjigo pred 25 leti, da ga je treba razumeti. Da ga je treba razumeti, zato ker jaz mislim, kot nekdo, ki se mogoče diči kot neka grozno liberalna oseba, ki nekako permisivno gleda na jezik, vseeno jaz moram tisto knjigo, nekaj pač moram z njo narediti. In seveda se mora človek pač pod tisto podpisati. Zdaj, po osnovni izobrazbi sem jaz prevajalec in tam se lahko nekako fino skriješ za avtorja in rečeš, jaz spoštujem avtorja in njegove intence in to je, jaz sem samo medij, skozi katerega avtor govori v drugem jeziku, medtem ko pa, če sem lektor, če sem jezikovni popravljalec, pa seveda tega ne morem. Jaz sem podpisan in s tem jamčim seveda za neko jezikovno ustreznost, ki pa je v slovenskem okolju zelo čislana. Se pravi, mi smo ena od tistih, vsaj po mojem mnenju, bolj direktivnih jezikovnih ureditev, kjer je jezikovni standard, ki je centralni, v katerega nekako vsi verjamemo, če smem tako reči. In to je ena taka zelo, se mi zdi, glavna beseda, ki jo je profesorica Petrovič izpostavila prej, in to je avtoriteta. Se pravi, ta centralna inštitucija ima seveda avtoriteto in seveda njihovi izdelki prav tako. Zdaj, da ne bo tukaj samo eno jamranje, se pravi, tukaj jaz izpostavljam bolj ali manj samo probleme in manj vizije, če se nanašam na naslov našega srečanja. Mogoče bi tukaj morala jezikovna, znanstvena skupnost malo odstopiti od tega centralnega standarda in ga nekako pripoznati kot seveda obče veljavnega, hkrati pa se v večji maniri teh angloameriških tradicij, o katerih je danes, mislim, vse v tujih tradicijah je že bilo govora, vse v primerjavi z nami, se v večji meri mogoče nasloniti na tako imenovane slogovne priročnike. Se pravi, da se nekako znotraj inštitucij sprejmejo, kar seveda se, to povsem razumem in poznam, ampak da se v večji meri začnemo pač upirati na to, da so lahko pravila tudi ohlapnejša in da so lahko seveda prilagojena posameznim znanstvenim inštitucijam in seveda znanstvenim smerem. Zdaj, hkrati pa mislim, da bo obče veljavnost naših, se pravi, vprašanj, s katerimi se mi danes ukvarjamo, sprejeta nekako šele takrat, ko bo na mizo dan predlog za spolno občutljivo rabo v slovenskem pravopisu, tako kot ga zdaj obravnavamo pravila v zapisu velike in male začetnice. In če seveda že tam se kažejo precejšnje težave in zagate in nestrinjanje in lahko je pričakovati, da bomo takrat imeli še večje težave oziroma da bo polarizacija še toliko bolj intenzivna. Se mi pa zdi, da je vsej zaenkrat naša družba toliko oziroma tako zelo prepojena z standardno jezikovno kulturo oziroma standardno jezikovno ideologijo, da se temu nekako ne bo dalo uiti. Imamo pa to možnost kot znanstvene ustanove, kot znanstvene skupnosti, ki lahko privzamemo to pravico, kar tudi Filozofska fakulteta aktivno počne, da začnemo pač krojiti jezik po svoje. Zdaj, ker pa je seveda moj prispevek vezan točno na jezikovne delavce, ki so bralci. Se pravi, jaz mislim, da vsak, ki nekaj piše, verjetno lahko oziroma bi moral imeti zainteresiranega bralca, ne zdaj nekoga, ki bo šel z rdečim črnilom čez vse, zato ker pač tam piše problem namesto težava.
vsak si zasluži in bi moral imeti zainteresiranega bralca, ampak problem pri teh bralcih je, pa predvsem to, da nimajo nekega mehanizma oziroma orodja, s katerim bi lahko presojali oziroma s katerim bi si lahko pomagali za stvari, za katere na koncu morajo pa tudi nekako s svojim imenom jamčiti. In zato so vrženi noter v nek sistem, s katerim se pač nekako ne morajo spoprijeti, in tukaj jih je predvsem treba, se mi zdi, razumeti. Za vsako vejico, vsako vašo vejico bodo lahko jamčili, ali pa tudi ne, no, recimo, no, za skoraj vse vejice bodo lahko jamčili, ampak pri takih vprašanjih so pa seveda pogosto povsem čisto tako v luftu. To bi bil moj zelo kratek prispevek, pomislek. Najlepša hvala, Jano, za priložnost. Najlepša hvala vam, dr. Popič. Jaz mislim, da če ravno zaradi tega, ker gremo trenutno skozi prenovo slovenskih pravopisnih pravil, mislim, da je bila ta okrogla miza organizirana ravno v pravem času in upam, da bomo na to prenovo tudi na nek način lahko imeli čim več vpliva. Jaz tudi mislim, da v tej okrogli mizi pravzaprav ni bilo toliko samo, kot pravimo, jamranja, ampak smo dali na mizo oziroma so dali govorke in govorec na mizo tudi marsikateri konkretni in zelo konstruktiven predlog, o katerem bi se, torej odprli so tudi in odprl marsikateri vidik, o katerem bi veljalo še dlje časa razpravljati, ker pa smo praktično prispeli že pri koncu načrtovanega časa, torej časa, ki smo ga načrtovali za to okroglo mizo, jo bo pač treba podaljšati. In zato, skratka, če ima kdo neke druge neodložljive obveznosti, se bomo pač od njega ali nje žal morali predčasno posloviti, drugače pa bi sedaj odprla debato. Kdor ima kakšno vprašanje k tem zanimivim temam, s katerimi smo bili soočeni, naj prosim dvigne svojo virtualno roko ali pa zapiše svoje vprašanje v klepetalnici. Zaenkrat ne vidim še nobenih dvignjenih rok. Aha, Kenda Jana. Ja, lepo pozdravljeni, zdravo. Hvala. Jaz sem z velikim zanimanjem spremljala te debate. Zelo se mi zdi pozitivno, da se ob takih srečanjih oziroma priložnostih s tem ukvarjamo. Zelo me zanima pa, kaj si mislijo cenjene govorke in cenjeni govorec o dejstvu, da je ta inkluzivnost v jeziku pravzaprav zelo grafocentrična. Oziroma mi imamo oziroma kar veliko solucij, kar zadeva zapisani jezik, je stvar pa rata bistveno bolj otežena, ko govorimo o govornem jeziku. Torej, vsakično naslavljanje sogovornic in sogovornikov in seveda posledično ujemanje vseh pridevnikov, glagolov in ostalih reči, ki jih je treba spoštovati, seveda razteguje govor in oziroma povzroča težave pri spremljanju takega govora. In mene zelo zanima, kakšne so vaše ideje oziroma predlogi, kako bi lahko konkretno rešili to zagato. Ja, in rada bi, ker namreč sama nimam odgovora, tudi sama sem jezikoslovka, se ukvarjam z romanskimi jeziki, sem rojena govorka hrvaščine in kot vidite, ne slaba govorka slovenščine, tako da imam vpogled v te jezike, ki imajo vendarle to skupno noto, da so pač seveda za razliko od angleščine in ostalih jezikov nordijskih, v katerih pravzaprav marsikaj lahko rešimo z uporabo she, he, they, zaimkov in na ta način se pač izognemo tem težavam, ki jih imamo v naših jezikih. Že vnaprej hvala za odgovore.
Torej, katera od govork ali govorec bi želel odgovoriti, ali bi želel prva odgovoriti na to vprašanje glede govornega jezika? Jaz mislim, da je vprašanje zelo na mestu. Evo, lahko Tanja začnem Petrovič. jaz mogoče, ja. Saj, seveda, da se tle soočamo z marsikaterim izzivom. Definitivno pri zapisovanju prihaja do obremenitve in to je neka bolj vizualno zaznamovana stvar kot karkoli drugega, ampak nekako moja ideja je o teh stvareh razmišljati širše in veliko bolj sproščeno. Mislim, da smo prvo, tako kot ste vi, jaz sem materna govorka srbščine in kar se verjetno tudi sliši, več kot vam. Ampak prav zaradi tega mi je jasna razlika recimo med slovenskim pa trenutno srbskim jezikovnim prostorom, kjer marsikaj, kar je v Sloveniji absolutno ponotranjeno in danes edino sprejemljivo in logično, je v Srbiji trenutno nesprejemljivo. To gre toliko daleč, da se trenutno kregajo okoli tega, ali konkretno novinarko lahko oslovimo kot novinarka in ne kot novinar. Torej, marsikaj tle je že narejeno in da bi pa bilo narejeno, jaz se spomnim, jaz sem v Slovenijo prišla leta 2000 in zame je bilo malo utrujajoče brati vse te zlasti znanstvene publikacije, v katerih se je toliko vztrajalo, begunci in begunke, raziskovalci, in meni se je to zdelo malo tako naporno, ampak to je bilo treba imeti v tem trenutku. Da bi moja dva otroka, ki tle zdaj rasteta, tudi ko govorita srbščino, njim je totalno nesprejemljivo kogarkoli, kdo je ne moškega spola, osloviti samostalnega moškega spola. Njim je to nelogično, čudno značajo gledati. Torej, to je stvar, ki je procesualna in marsikateri proces se je v Sloveniji že zgodil in je zelo daleč šel in to je zelo dobro. Kar se tiče pa ostalih stvari, meni se zdi pomembno odpirati prostore za vidnost, odpirati prostore za relativizacijo teh togih idej o jezikovni rabi. In mislim, da je to ogromno, kar v tem trenutku naredimo. Torej, to, da nekdo bo uporabil v kakšni publikaciji počrtaj, ne pomeni, da je to edina možnost in ne, da je to zdaj nekaj, kaj morajo delati vsi. So tudi drugi načini. Včasih so načini in to naša bolj liberalna jezikoslovna stroka tudi seveda zelo propagira. Takih jezikovnih izbir, ki se izognejo dejansko tem vsem navajanjem, ampak porabe bolj nevtralnih oblik, bolj takih alternativnih, povsem oblikovno, recimo samostalnikov ali oblik, ki zajamejo različne spole oziroma so spolno že sami po sebi nezaznamovani, ne pa kot moški. Torej, imamo na voljo zelo različne načine in jaz bi zaenkrat vztrajala na tem, da čim več teh načinov pustimo v javni prostor. To ne bo zdaj zrušilo koncepta slovenskega standarda, ali seveda ne, in sploh ne gre za to, ampak odpirati možnosti je treba. To je nekako moja osebna, zdi se mi, politika, na kateri bi jaz vztrajala. Hvala lepa. Bi še katera druga od govork oziroma govorec k temu kaj dodala? Ker sicer pa imamo v klepetalnici, ste se medtem pojavili že dve dodatni vprašanji in sicer prvo je nastalo pod peresom, pod tipkovnico Urha Zorka. In nam piše: razmišljal sem o pobudi dr. Popiča, da si vsaka inštitucija sama določi, kako bo naslovila vprašanje diskriminatorne rabe jezika. Sam imam slutnjo, da bi to vodilo v poglabljanje delitve na politično korektno akademijo, zlasti družboslovno, in pragmatično naravnane ostale inštitucije. Vesel bila vsakega mnenja o možnosti
presejatve spolno vključujoče rabe skozi to vrsten pristop in zahvaljuje se tudi za vse zanimive prispevke. Mogoče bi s komentarjem začeli vi, dr. Popič, ker ste pač omenjeni v vprašanju. Ja. Hvala lepa za odličen pomislek in gotovo ima kolega, ki je tole vprašal, tudi prav na nek način. Zdaj, jaz bi sam tole rekel, govorim lahko samo za znanstveno skupnost, težko bi govoril za druge, za druge subjekte, recimo zlasti gospodarske in podobno, ampak bi pa rekel, da vse, kar se znanosti tiče, da nekega hudega problema nimamo, ker imamo v resnici en drug problem. In sicer dvomim, da bi Kemijski inštitut, ki sicer izraža izjemno željo in nekak interes po spolno občutljivi rabi jezika, imel kakršenkoli pomislek glede tega, ker publicira vsaj do zadnjega promila vse v angleščini. Se pravi, tam slovenščina kot strokovni jezik zelo malo se pojavlja. Se pravi, je predvsem domena humanističnih in družboslovnih panog, da te stvari pač nekako vzpostavlja. Kar se tiče pa drugih gospodarskih in negospodarskih subjektov, je pa zelo, jaz mogoče se navezujem tukaj na doktorico Petrovič, ki je rekla, da je pač fajn dati čim več stvari v javnost. Se pravi, jaz dvomim, da bi z nekim zapiranjem in hudo standardizacijo tukaj prav kam daleč prišli, da pa mislim pa, da je to, kar jaz mislim, pa nikakor ne mislim, da je prav, ampak to, kar jaz mislim, da jezikovna skupnost čaka, specifična slovenska, je to, da nek jezikoslovec, ki ima, kot je rekla doktorica Petrovič, avtoriteto, da reče, lejte, tu so možnosti, to je dovoljeno. Tole so mislim, problem je pri nas operirati s kakimi takimi lepimi renesančnimi pač izrazi. Pač to imate, lejte, tukaj uporabljajte, če se vam zdi to prav. Če se vam zdi to prav, če želite, dejte. In seveda se mi zdi, da pač nekdo bi pač to mogel narediti. Upam, da to odgovori na vaše vprašanje. Hvala. Ja, hvala lepa. Bi še kdo kaj k temu dodal? Mogoče, mislim, da je bil odgovor. Ja, povejte. Povej, Darja. Jaz bi po moje kar na vse tri kolegice in kolege, Jano, Kenda in ostala dva, ki sta v četu, tako bi rekla, jaz mislim, da moramo biti pragmatični, ne obremenjevati jezika preveč, vemo že, da se to zna, da se to da. Recimo, da se v parih stavkih uporablja bolj žensko obliko, pa potem kasneje moško in tako dalje. Tukaj sem jaz povsem pragmatična in se v bistvu ne ukvarjam preveč z tem, a se mogoče komu zdi konsistentno, zakaj sem pa zdaj na dveh straneh uporabljala samo žensko obliko, potem pa spet v moško. Politična korektnost je problem in jaz se jo zelo zavedam. Jaz mislim, meni gre zelo, bi rekla, na živce, da tako rečem, da recimo me tuji študentje popravljajo in hočejo, da rečem he, dej. Ampak v redu, vzamem to kot njihov politični statement, ampak se mi zdi, da se preveč osredotočamo na politično korektnost, ki nas bo tako oklestila, da se ne bomo upali več govoriti, ne bomo več se upali se konfrontirati, imeti konfliktov in tako naprej. In tudi študentje so strašno politično korektni in je to velik problem. Potem mislim, da to vprašanje Katje škoda, samo ženska slovnična oblika v znanstvenih in strokovnih tekstih, to seveda to niti ni potrebno. Mislim, da je rešitve čisto v konceptualnem smislu. Če recimo jaz pišem nek tekst o socialnem delu, bom recimo v celotnem tekstu govorila o socialnih delavkah, zato ker je 90% žensk socialnih delavk, kar pa ne pomeni, nikar ne mislite, da se študentke in študentje socialnega dela naslavljajo kot socialne delavke.
90% študentk se v 4. letniku naše fakultete reče, jaz socialni delavec. Mi socialni delavci. In potem jaz seveda čisto v političnem smislu rečem, jaz tukaj ne vidim nobenega moškega, a so ženske tudi vključene v to, ampak to je absolutno po 30 letih opozarjanja popolnoma ni spremenilo. To pomeni, če recimo se odločim kdaj, in uporabim samo žensko obliko v določenem tekstu, to naredim popolnoma v tem zavestnem konceptualnem smislu, zato da se opozarja na to, da se recimo, da jezik, tako kot smo začeli, današnjo okroglo mizo, vpliva na naš pogled na svet in da vpliva na to, da v raziskovanju stereotipiziramo zelo pogosto, prepogosto in da je bi rekla, senzitivizacijo v jeziku je mogoče manj raziskovalnega stereotipiziranja. Najlepša hvala, Darja. Ali ima še kdo kakšno vprašanje? Jaz jih imam sicer cel kup. Prej je bila roka. A ja? Tukaj je ne vidim. Ja. Ne, sem jo dal že dol. Aha. Ampak imaš vprašanje? Kar na dan z besedo. Ne vem, če čisto vprašanje, malo komentar, če dovolite, in se drugim opravičujem, ker sem zamudil. Sem mislil, da se ob 11. začne, se opravičujem. No, vseeno. Ampak meni se zdi zelo važno izpostaviti ta koncept konsistentnosti v jeziku in potreba potem, da ga raziskovalno, bi rekel, skupnimi močmi presegamo, ker za sabo poteguje najrazličnejše probleme od bi rekel, zadeve, o kateri se danes sicer na široko pogovarjamo, pa tudi drugih. To, kar je kolegica Petrovič rekla, v bistvu z narečji, recimo, tudi tam se krasno vidi, kako jezikoslovju v bistvu ustreza, da, če rečem po domače, popredalčka vse in hkrati vzpostavlja neka nerealna pričakovanja, kako se ljudje jezikovno obnašamo, glede na predalček, v katerem smo, pri čemer je, kot je rekla Tanja, empirija popolnoma druge. Ampak te empirije, dokler jo nihče noče imeti, dokler jo noče opazovati in kaj šele interpretirati in potem analizirati, nam nič ne pomaga empirija. In tukaj je neka zadrega, kjer je, bi rekel, vprašanje spolno občutljive in vključujoče rabe jezika samo eno od poglavij. Je pa seveda to, bi rekel, pot je obojna, se mi zdi, danes se lepo kaže, že spet, po eni strani na ravni zelo, kaj ne rečem, temeljnih epistemoloških in nasploh filozofskih premislekov, po drugi strani je pa tukaj čisto praktično pragmatična dejavnost. In marsikatera praktična rešitev, ki je veljala pred 2 ali 3 leti za nemogočo, razruševalno, pogubno, se je izkazalo, bi rekel, da taka ni. In zato tudi ta zgodba z mislico, recimo, je prav, ne vem, če jo poznate v detajle, ne mislim, da poznate, se vseeno. Ampak jaz sem na nek način rahlo rekonstruiral. V bistvu z rabo te besede se pač normalizira. In tudi recimo odnos svetovalnice jezikovne na ZRC SAZU se je v bistvu obrnil ravno zaradi rabe. Če rabe ne bi bilo, mislim, v tem smislu bi rekel, ja, konsistentnost. In da zaključim, ta Damjanova pobuda, da bi bilo fajn, če bi nekdo z avtoriteto rekel, tako se more, mislim, tako se da, jaz mislim, da to ni prava pot, ker tisti jezikoslovci, in pač to je zelo, pravzaprav tudi osebno spoznanje, nenehno je slovenist in slovenistka sta v skušnjavi, da prevzameta to vlogo neke vrste, bi rekel, ali zdaj razsvetljenega absolutista in absolutistke, ali pa nerazsvetljene. Ampak dokler pristajamo na to, da v imenu skupnosti razsojamo nekaj in ja, zdaj pa jaz to dovolim,
do takrat ne bo nič, mislim, ne bo zares nič bolje. Kako se pa proti temu boriti, je pa zgodba to, da različnost jezikovnih izbir in refleksijo njihovo naklonjeno spremljamo od vrtca naprej v izobraževalnem sistemu. In tega ni. Tam pa vlada konsistentnost, predvidljivost za ta govorni položaj. Uporabljam ta jezik in preklapljam in vse, kar je pravzaprav popolnoma nerealen konstrukt, ampak deluje kot družben, jaz tega ne znam tako dobro opredeliti, ker nisem družboslovec, ampak deluje očitno nekako varovalno v naši skupnosti. In zato je pravzaprav tudi to nelagodje, kar je spet Tanja poročala, smo tako rekoč sovražniki lastne stroke, ne znanosti, ampak stroke pa ja. In to je tudi en tak pravzaprav boleča izkušnja, moram tudi osebno pač pričati, zato ker povleče za sabo, bi rekel, cel osebni krog, pa kaj pravzaprav ti počneš in tako. In zdaj te debate so v takem okviru, kot je danes, mislim, krasne in se razumemo, ampak bi rekel v zunanjem svetu, zato tudi najbrž zadrega z jezikovnimi delavci, ki so pa med Scilo in Karibdo, ki morajo popraviti, če nič ne popravijo, so pravzaprav nepotrebni, se zdijo, da so nepotrebni, to pa je spet drug problem. Hvala lepa, samo komentar. Hvala lepa, kolega Stabej. Ali bi kdo od govork in govorcev morda odgovoril oziroma imel kakšen komentar na ta komentar, potem pa imamo še eno roko v luftu, ampak najprej mogoče komentar na komentar, odgovor na komentar. In potem vse tiho je bilo. No, očitno je komentar govoril zase, zdaj bi pa prepustila besedo še profesor Kuharju, ki je prav tako dvignil roko. Prosim, Roman. Ja, hvala lepa za besedo in hvala lepa za organizacijo te zanimive okrogle mize. Marko me je spodbudil svojim odzivom, da vprašam to, kar je pravzaprav mogoče na nek način vprašanje Katje Škoda. Namreč počasi se na Filozofski fakulteti končuje to 3-letno obdobje, ko pišemo naše pravilnike v ženski slovnični obliki, pa je mogoče zdaj čas, da potegnemo črto pod to intervencijo v jezik. Ne vem, Darja, vi ste nekaj dlje časa to počeli ali pa počnete na fakulteti. Zanima me samo, ali je bilo to vse skupaj smiselno, ali smo s tem kaj dosegali, ali je bilo s tem odprto kakšno okno, kakšna vrata, smo bližje kakšnim boljšim rešitvam. Se mi zdi, da je mogoče tole zdaj nek tak prostor, kjer bi se dalo kakšno besedo 3 leta po sprejetju tega slavnega sklepa senata Filozofske fakultete kaj reči. Jaz lahko samo rečem to, da me po 3 letih nič več ne zmoti, ko dnevno gledam te pravilnike, ampak ne vem pa, če je to imelo kakšen širši vpliv. Razen mogoče, da te okrogle mize in vseh teh dogodkov ne bi bilo, če ne bi takrat tako posegli v to situacijo. Precej radikalno se je zdelo takrat s tem sklepom. Ja, hvala lepa. Bo kdo komentiral na to vprašanje? Mogoče samo besedo Romanu. Mi imamo dejansko jaz sem v bistvu Katino vprašanje še malo širše razumela, ampak če pa gre za dokumente, mi jih imamo dejansko spremenjene v žensko slovnično obliko, mislim, da že od konca 90-ih let, ko smo tudi, ko se je fakulteta spreminjala, smo zelo eksplicitno poudarjali, da se tako imenovana Višja šola za socialne delavce mora spremeniti v fakulteto za socialno delo, brez, bi rekla, ospolnjenega naslova. Korist je bilo v tem smislu, da se, tako kot ste že vsi danes, kolegice in kolegi, poudarjali, da se raba obeh slovničnih oblik normalizira, postaja nekaj samoumevnega in da je včasih lažje nekomu, kolegu z fakultete reči,
to, kar si napisal, si pa uporabljal samo moško obliko, lahko mogoče to popraviš in je to, bi rekla, bolj sprejeto, kot bi bilo, če tega ne bi bilo. No. Ampak kot rečeno, je pa rezistenca, je pa tako velika, odpor je pa tako, bi rekla, in ta internalizirana norma je pa tako močna, zlasti zelo zanimivo v feminiziranih poklicih, da je presenetljivo, če pomislimo, da imamo že 30-letno zgodovino okoli tovrstnih diskusij. Hvala lepa, Darja, za tale komentar. Moram reči, da se tudi jaz popolnoma strinjam, tudi jaz mislim, da je ta korak bil absolutno smiseln, ne zaradi tega, ker sem bila članica te delovne skupine, ampak in tudi navkljub dejstvu, da smo takrat s tem ukrepom oziroma s to odločitvijo naleteli na zelo velik odpor v javnosti, ki je včasih se izražal tudi na zelo agresivne načine, ampak dejansko mislim, da se tudi v teh zadnjih 3 letih, zdaj ne vem, če samo zaradi tega, ampak mislim, da tudi zaradi tega, situacija dejansko izboljšala. Kot vidim, ima sedaj, pustili bomo, Tanja Petrovič ima še Jaz bi se še na kratko na to navezala in rada bi rekla, da seveda jaz verjamem, da je ta poteza Filozofske fakultete vplivala tudi na normalizacijo določenih praks znotraj akademske skupnosti na sami fakulteti, tudi na univerzi. Tako da danes ti, kot ste Roman sami rekli, ti pravilniki vam danes izgledajo povsem normalno in to je velika stvar, ampak jaz mislim in želim poudariti, da ste vi naredili dejansko veliko večjo stvar s to potezo. Ta poteza je bila katalizator marsikatere debate na to temo in je naredila res nek tektonski premik, ki ga je mogoče se moral zgoditi 20 let nazaj, s potezo Fakultete za socialno delo, ampak vemo, zakaj ni. Vseeno, to je ženska fakulteta, itak je v tem smislu, hočeš, nočeš, Filozofska fakulteta v centru neke imaginacije slovenske, ne vem česa, intelektualne skupnosti, pa tudi te ideje o narodnem zavedanju, jeziku in vsem ostalim. Tim več je ta poteza simbolno pomembna za posameznike in tudi za druge raziskovalne in visokošolske organizacije v tej državi. Mislim, da kakorkoli, seveda je bila mogoče videna kot ekscentrična, čudna v nekem trenutku, ampak debate, ki jih je sprožila, prostor, ki ga je odprla skozi te debate, je nekaj neprecenljivega. Jaz bi rada vrnila vprašanje, ki mogoče za neke od vas niti ni neznanka, ki prihajate same s fakultete, ampak kaj bo po 3 letih? A boste zdaj šli nazaj ali nekaj novega uvedli? Ne, sklep je glede tega jasen. Zdaj smo dosegli točko uravnoteženosti. Popravite mi, kolege in kolegici, ki ste bili v ekipi, ki ste pripravili, ampak jaz sklep razumem tako, da od te točke naprej izmenično uporabljamo. Ne v istem dokumentu, torej ta konsistentnost znotraj dokumenta ostaja, ampak en pravilnik bo pač napisan v celoti v ženski obliki in bo imel opombo pod črto, oziroma 2. člen, da je ta spol uporabljen v nevtralni obliki ali pa da velja za vse spole, in drug bo napisan v moški slovnični obliki in bo tudi moški slovnična oblika veljala za vse spole. Hvala lepa. Zdaj bo naloga toliko težja. Strokovne službe bodo imele kar težavo, da bodo sledile temu, ampak ni nemogoče, seveda. No, pri tem seveda ni nepomembno tudi vprašanje o tem, kakšno pozicijo bo do tega prevzelo novo vodstvo fakultete, ki se bo konstituiralo z naslednjim študijskim letom. Mislim pa, da obstaja tukaj kar
ena vrsta alternativ. Mislim, da smo nekatere omenili, nismo omenili še vseh. Zato tudi mislim, da ta debata seveda se ne more končati samo na tej točki, ampak se nujno mora nadaljevati. Torej, ta okrogla miza ne more ostati sama sebi namen. Zato tudi predlagam kot eno od možnih alternativ za nadaljevanje tega pogovora, da izdamo zbornik na to temo, ki se bo tudi na nek način zapisal v zgodovino topoglednih debat. In zato vabim, glede tega se bom še oglasila pri vseh današnjih govorkam in pri govorcu, ki se jim hkrati tudi toplo zahvaljujem za njihove izjemno zanimive prispevke. Torej, oglasila se bom pri vas s to idejo, hkrati pa to idejo objavljam tudi širše zdaj in vkolikor se kdorkoli med poslušalci, poslušalkami, gledalci, gledalkami te okrogle mize počuti zainteresiranega, da bi sodeloval pri tem zborniku, naj se torej javi pri meni. V meni je že dozorela ideja, da bo ta zbornik vsekakor potrebno objaviti in izdati. No, zdaj pa mislim, da je čas dejansko zrel za to, da to okroglo mizo, ki je pač eden od mnogih korakov na tej težki poti senzibilizacije jezikovne, da jo zaključimo. Milica Antič Gaber, njej bomo pa zdaj prepustili še zaključno besedo. Sej nisem hotela imeti zaključne besede, Jana, to je vendarle tvoja naloga in ti si jo pravzaprav že opravila, zato se opravičujem, mogoče bom večkrat posegla nazaj. Rada bi samo rekla, da z delom na jeziku na Filozofski fakulteti seveda nadaljujemo. Mi smo to tematiko, samo za tiste, ki tega še ne vedo, vnesli tudi v naš načrt enakosti spolov. S tem se ukvarja ena od podskupin, v kateri je tudi Jana in Marko in Jana Kenda, še ena Jana in tako naprej. Skratka, na teh vprašanjih bomo delali še naprej. Tudi še ena okrogla miza oziroma pogovor sledi, ki ga bo organizirala Jana Kenda. In zbira se, v bistvu smo se odločili, da naredimo repozitorij dobrih praks, na katerem delata Marko Stabej in Vojko Gorjanc, dobrih praks na področju iskanja novih rešitev na tem področju, ki bo dostopen vsem in pravzaprav nadaljuje tisto, kar ste vi danes začeli, da torej nikomur ne delamo nikakršne sile, ne vsiljujemo od zgoraj ali strani Filozofske fakultete, ampak ponujamo možnosti, ki jih lahko seveda v vašem delu, v vašem raziskovalnem, pedagoškem in kakršnemkoli drugi delu uporabljate tisto, do koder smo mi prišli in seveda lahko tudi nadaljujete in še izboljšujete te prakse. Hvala. Najlepša hvala, Milica, tudi za te informacije in morda s tem pobožnim upanjem na res lepšo in svetlejšo prihodnost v smislu te senzibilizacije glede uporabe jezika, bi današnjo okroglo mizo zaključila in še enkrat se zahvaljujem vsem govorkam, govorcu ter vsem, ki ste okroglo mizo komentirali in sodelovali pri debati. Imejte se dobro in kmalu nasvidenje. Hvala lepa. Hvala. Hvala.